Joj, ali že snemamo? Oprostite mi, povsem me je zaneslo. Ogreval sem namreč svoje glasilke s slavno 5. simfonijo skladatelja Ludvika van Beethovna. Ga kdo izmed vas morda pozna? Njega morda ne, mene pa nekateri zagotovo že poznate. Ime mi je Kulturni duhec in s prijateljico Domišljijo prebivava tule v ljubljanskem Cankarjevem domu. Domišljija, pridi, kje si? Ker sva z Domišljijo nora na umetnost in kulturo, vas bova danes popeljala na prav poseben koncert, simfonični koncert. Potem pa skupaj izdelamo čisto svoj glasbeni inštrument. Velja? Pred nekaj dnevi sem malo brskal po svojem arhivu in našel posnetek koncerta čudovitega simfoničnega orkestra. Kot sem že Domišljiji razložil, je simfonični orkester z običajno 80 člani. No, lahko jih je seveda tudi manj ali več, tudi 100 ali celo 200, če nastopa še pevski zbor. Sestavljajo ga vrhunski glasbeniki na odru, vsa godala. Pihala. Trobila. Brenkala. In tolkala. Glasbenike s svojimi gibi vodi dirigent in jim daje vsa mogoča navodila. Palici, ki jo drži v roki, se reče taktirka. Neverjetno, kaj ne? Kako vse skupaj zveni povsem usklajeno in čarobno. Prava paša za naša ušesa in oči. Predlagam, da se Domišljija lepo oblečeš in te skupaj z otroki popeljem na koncert. Dobiva se 20 minut pred začetkom koncerta pri vhodu v Cankarjev dom. Domišljija zamuja že 5 minut. Zamujati na koncerte in druge prireditve ni spodobno, saj zmoti nastopajoče in druge obiskovalce. Prepričan sem, da se Domišljija vrti pred ogledalom in ne ve kaj. Ja, kot pa hodiš, zamujaš, mlada dama. In kaj imaš to na glavi? Domišljija, prosim, odčaraj si to ogromno krinolino, sicer boš zasedla celo vrsto. Zaradi tvojega zelenjavnega klobuka pa drugi ne bodo videli na oder. Odlično, hvala. No, podvizajva se, da prideva v dvorano pravočasno. Glasbeniki so že na odru, čakamo še dirigenta in koncert se lahko začne. Aha, še to. Kako je s ploskanjem? Počakamo, da zaploskajo drugi, ki skladbo poznajo, in se jim na to pridružimo. Zdaj pa zbrano poslušajmo, uživajmo in pustimo uživati tudi drugim v dvorani. Si videla, Domišljija? S tem, ko si vstala, si povzročila stoječe ovacije. Naravnost sijajno je bilo. Domišljija je imela na poti domov kup vprašanj. Na primer, koliko glasbenikov je v orkestru, zakaj je toliko violin in zakaj se je dirigent na koncu koncerta rokoval z enim od violinistov, pa še in še in še.
In vsa ta vprašanja zdaj po elektronski pošti pošilja vodji programa resne glasbe, opere in baleta v Cankarjev dom. Mi pa bomo medtem izdelali svoj glasbeni instrument. Malo bomo razmigali prste, kaj izrezali, zalepili in se predvsem zabavali. Ste pripravljeni? 3, 4, gremo v akcijo! Tako, zdaj imate svoj glasbeni instrument, s katerim lahko ustvarjate čarobno glasbo. Upam, da se srečamo na katerem od prihodnjih koncertov take ali drugačne glasbe. Vabim pa vas k prebiranju najine druge pravljice Kulturni duhec in domišljija na simfoničnem koncertu, kjer najdete tudi odgovore na domišljijinih 100 000 vprašanj. Se vidimo kmalu!